Sem ter tja se zgodi, da v naši oddaji objavimo test avtomobila, ki smo ga dejansko pripravili že 1 leto prej, pa sploh ni bilo prostora. Ta Mitsubishi ASX ni eden tistih avtomobilov, ker je čisto sveže prenovljen. Ampak imate prav, tako malenkostno, da se je treba precej poglobiti, da sploh vidite razlike. Malce so spremenili le sprednjo masko in oba odbijača, ampak res malo. Notranjosti pa so namenili drugačne tkanine in malo spremenili volan. In to je to. Po 3 letih na trgu so to praktično edine spremembe. Kar je po svoje dobro, ker to pomeni, da vaš ASX ne bo hitro zastarel. Čeprav se mi ravno notranjost zdi najmanj posrečena. Tako, malce starinsko deluje. Sicer pa lahko ponovim besede iz prejšnjega testa. Avtomobil dejansko ne izstopa v ničemer, je pa vseeno kar simpatičen. Prostora ima dovolj, sedi se dokaj visoko, zato je tudi preglednost dobra. Da gre v zavojih nos rad naravnost kot pri večini križancev, pa niti ni tako pomembno, ker z njim ne boste divjali. Lahko pa povem, da se pelje precej udobno, tudi po kakšnem makadamu. Tale ima pogon le spredaj, kjer imate kupci takšne križance dejansko najraje. Za razliko od prejšnjega ASX-a, ki ga je poganjal bencinski motor, pa je tukaj ta dizelski. Najšibkejši v ponudbi, ampak čisto dovolj zmogljiv. Res. Morda na papirju 85 kW ne deluje prepričljivo, a je v praksi dovolj. Prav poskočen je takšen ASX in tudi natančen 6-stopenjski menjalnik mi je všeč in pa dejansko tudi poraba, ki je komaj kaj večja od 6 litrov. Pa še cena je zanimiva in ta je dejansko dovolj nizka, da zna marsikoga premamiti. Z dizlom v nosu in srednjo opremo in vajt stane ta avtomobil manj kot 23 000 evrov. Če morate imeti križanca, potem je cenovno kar konkurenčen.